Lep dober dan vsem skupaj, spoštovani sodelujoči, spoštovani udeleženci. Lepo pozdravljeni na strokovnem posvetu o vojaškem transportu na Soški fronti. Današnji strokovni posvet je del Interregovega projekta Walk of Peace, trajnostni razvoj dediščine Prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom, ki ga je skupaj s partnerji pod vodstvom Posoškega razvojnega centra sooblikoval tudi Park vojaške zgodovine. V parku smo bili zelo veseli, ko so nas sodelavci Fundacije Poti miru povabili k sodelovanju v tem projektu. Prve svetovne vojne smo se v parku sicer večkrat dotaknili, imeli z njo povezanih več gostujočih in tudi lastnih razstav, pa vendar nismo imeli nekega stalnega muzejskega prikaza tega prelomnega zgodovinskega obdobja. Nad sodelovanjem v projektu, ki bi nas na nek način zavezalo k muzejski prezentaciji Prve svetovne vojne, smo bili zato prav navdušeni. Zelo hitro smo tudi sprejeli odločitev, da ne bomo šli v še eno od predstavitev frontnega dogajanja, ampak da bi se veljalo pri tem lotiti neke specialne teme in se kmalu poenotili, da je transport v času Prve svetovne vojne tema, ki čaka na celovito obdelavo in muzejsko prezentacijo. K temu nas je spodbudilo tudi dejstvo, da je bil prav Šempeter na Krasu, današnja Pivka, pomembno logistično središče, kjer se je v vojnem času vse vrtelo okrog oskrbe armade na bojišču. Tema transporta v Prvi svetovni vojni je zato tudi lokalno-zgodovinska tema. Mogoče za uvod sam še par besed za razjasnitev pojmov. Pod pojmom vojaška logistika razumemo vse dejavnosti v zaledju armad, katerih naloga je le-te ohranjati v polni operativni sposobnosti, ne glede na pogoje in okoliščine. Gre za izjemno kompleksno področje, ki zajema vse od preskrbe s hrano, orožjem, strelivom, energenti, vso vojaško opremo, sanitetnim materialom. Z vidika vojaške zgodovine je področje logistike pogosto spregledano, ter za vojaške zgodovine je premalo zanimivo. Celovitih obdelav vojaške logistike posameznih armad ali pa vojn je relativno malo. Organizacija logistike pač ni delo vojskovodij in imenitnih generalov, gre za pogosto za dolgočasne, hladne kalkulacije, trdo delo, ki ne razburja domišljije. Moram reči, da smo bili tudi mi pred izzivom, da se lotimo cele logistike Prve svetovne vojne, torej Soške fronte, ampak smo ob vsej širini te teme se zožili pot na transport, ki je ožji pojem od vojaške logistike, vojaški transport. Gre za pojem, ki zajema vse dejavnosti, vezane na premeščanje vojakov, streliva, orožja, ter vsega drugega potrebnega materiala, tako v miru kot vojni, ko se prej naštetemu pridruži še transport ranjencev, vojnih ujetnikov in zaplenjenega materiala. Vojaški transport je v zgodovinskih študijah sicer pogosto omenjen, a le redko raziskovan. Ob prebiranju vojaško-zgodovinskih knjig se tako pogosto zdi, da so armade sposobne premikanja v vseh smereh, vsakršno hitrostjo in na vsakršne razdalje, če se le vojskovodja tako odloči, pa še zdaleč ni tako, prav zaradi slabe organizacije vojaških transportov ali pa napak v kalkulacijah transportnih zmožnosti, so vojskovodje izgubljale bitke in celo vojne. Prva svetovna vojna je bila totalna vojna z vsemi značilnostmi nove industrijske dobe, kar se je odražalo v povsem novih in strašljivejših orožjih, pa tudi v novih in učinkovitejših transportnih sredstvih ter sistemih, pri čemer je zlasti razvit železniški sistem omogočal prej nepredstavljivo hitro premikanje celih armad. Leta 1915, ko je kraljevina Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski monarhiji, se je na zahodnem robu slovenskega nacionalnega ozemlja vzpostavila frontna črta največjega vojaškega spopada na naših tleh v vsej zgodovini. Slovensko ozemlje je s tem postalo zaledje fronte, ki se je razen Posočja in Krasa sicer izognilo neposrednim posledicam vojaških operacij, a ga je bližina fronte silno zaznamovala. Pri tem velja zlasti izpostaviti transport, saj je bilo takrat slovensko ozemlje priča izjemno velikim premikom tako vojaških enot, kot tudi ogromnih količin orožja in streliva ter vsega drugega, kar je bilo potrebno za bojevanje na Soški fronti. Njene posebnosti z vidika transporta so bile predvsem izjemno težavno oskrbovanje enot v Visokogorju in pa velike potrebe po oskrbi z vodo, zlasti na kraškem bojišču.
Tako, toliko za uvod. Zdaj bi se pa kar prešli na posvet, na samo vsebino. Kot prvi nas bo nagovoril Mihael Uršič na temo Pot miru od Alp do Jadrana. Mihael Uršič je diplomirani profesor zgodovine in geografije, diplomiral na Filozofski fakulteti v Mariboru leta 2013. Od leta 2010 je že zaposlen na fundaciji Poti miru, kjer je njegovo glavno delo raziskovanje vojaških pokopališč iz Prve svetovne vojne, skrb za bazo padlih vojakov in pomoč svojcem pri iskanju prednikov padlih med Prvo svetovno vojno. Sodeloval je že na več strokovnih posvetih in pri zbornikih o dogodkih med Prvo svetovno vojno. Mihael, prosim. Lepo pozdravljeni in vas pozdravljam v imenu Fundacije Poti miru v Posočju. Danes bi moral imeti to temo sodelavec Tadej Koren, se pa upravičuje, zato ker ga je pač bolezen položila v posteljo in zaenkrat še ni lih toliko sposoben, da bi opravil, čeprav je dosti boljši, ampak ni še toliko premočeh, da bi lahko imel to predstavitev. Kar sem tako na hitro vskočil, res včeraj popoldne sem pač na hitro naredil neko predstavitev v našem delu, kako se Pot miru razvija, kako je prišlo na to idejo in kako delamo tu v zadnjem projektu in kako se to razvija. Se pravi, skrajni rob slovenskega zahodnega ozemlja je pač med Prvo svetovno vojno doživel krute dogodke in to se pozna še danes na terenu, pa tudi marsikakšno izročilo še obstaja. In to se je pri nas nekako, glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih, je bilo marsikakšna stvar je bila zamolčana ali pa spregledana in se je šele tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja začelo to odkrivati z raznimi s članki ali pa z razstavami, ki jih je delal Goriški muzej. In potem pa to je nekako prišlo, nekako se začelo še bolj razvijati, ko je bil odprt Kobariški muzej in takrat je postalo jasno, da je to tema, ki je med Slovenci zelo interesantna, ne, in bi se dalo marsikaj na to temo odkriti in predstavljati obiskovalcem Slovenije, pa tudi širom iz tujine. In potem smo videli, da je to res zaželeno med ljudmi in da je z interesom sprejeto. Zato se je začelo delati tudi na terenu. Marsikaj je bilo vidno še iz tega obdobja in zato je bila leta 2000 ustanovljena Fundacija Poti miru v Posočju in se je začelo delati tudi na terenu, čistiti vojaške položaje in zato se je uredilo v Zgornjem Posočju več takih muzejev na prostem, kar so obiskali. In lahko rečemo, da vsa ta skrb ali pa vso to zanimanje za Prvo svetovno vojno je res kulminiralo ob stoletnici. Takrat se je res začutilo, koliko je to zgodovinsko obdobje pomembno za Slovence. Upamo, da bo ta tema zanimiva še za naprej. Ponovadi mi imamo neko tako, lahko bi rekli, hibo, da se vsi pridejo zraven, ko so pač neke pomembne obletnice in potem pa počas stvari zamrejo. Recimo, če se vsi spomnimo Napoleona in njegovih pohodov, kar so bile okrogle obletnice, je bilo ogromno zanimanja, potem pa počasi nekako to zamre. Upajmo, da bo ta stvar še naprej ostala interesantna in da se bo ta stvar razvijala, kar lahko veliko obiskovalcem ponudimo. Tako da v Zgornjem Posočju je bilo urejenih več muzejev na prostem, so bili očiščeni in so bile postavljene pač informativne table in to se zdaj je kar zaživelo. Se pravi, do leta 2007 je bilo urejen taka pohodna pot, ki je povezovala najpomembnejše ostaline z Prve svetovne vojne, nekaj čez 100 km poti. Potem smo počasi pa začeli to širiti tudi na južni del nekdanje Soške fronte, zato ker se je pokazalo zanimanje, da je tudi na drugih delih, da je veliko interesa in smo pač združili
tudi južne predele v eno skupno pot. To je bilo leta 2015, ko je na Trgu Evrope v Gorici otvoril to pot miru naš predsednik skupaj z italijanskimi kolegi in smo potem postavili to pot miru od Alp do Jadrana. To vidite, so samo ene od pomembnejših točk, kar so na tej poti. Poslej se je pokazalo pa še v zadnjih letih, da to zanimanje se ne ostalo samo pri tistem osrednjem delu Soške fronte, ampak da je interes tudi na tistih predelih, kar so bili nekoč v zaledju Soške fronte in zato se pač navezujemo tudi iščemo partnerje tudi izven tega območja, tako da se je pokazalo na Bohinjskem, da bi se radi priključili, pa na Cerkljanskem, tudi tu v Pivki in pa v Italiji. Tako da počasi ta stvar se nadgrajuje in se povezujemo in upamo, da v naslednjih projektih načrtujemo tudi, kako se bo vsa ta dediščina prve svetovne v Evropi poskušala združiti, in da bo res enoten portal tudi nastal, da bojo vsi ljudje, kar iščejo svoje padle svojce med prvo svetovno vojno, da bojo lahko dobili na eni stvari te stvari, ali pa bodisi se zanimajo za kulturno dediščino, da bo to vse na enem portalu in da se bo čim več držav vključilo v te stvari. No, eden od pomembnih stvari, s katerimi se ukvarjajo, so vojaška pokopališča. Lahko rečemo, da iz celotne srednje Evrope, pa tudi širše, so se ljudje borili na Soški fronti. To je fotografija z civilnega pokopališča v Pivki. No in to je eden redkih primerov, da so imena kakor toliko ohranjena. To je sicer obnovljeno pokopališče, ampak če ga primerjamo z večino civilnih pokopališč, kjer so tudi grobovi bili nekoč s pokopanimi iz prve svetovne vojne, je to eden redkih primerov, da so, čeprav lahko bi rekli, da ni v neki originalni postavitvi, lahko pa rečemo, da so se vsa imena ohranila in da lahko svojci pridejo na grob svojega prednika. Ker če primerjamo ostala civilna pokopališča, kjer so grobovi, so zelo redka taka, da so kje še nagrobniki ohranjeni na civilnih pokopališčih. Recimo v Vipavskem križu, tam je bilo zelo veliko pokopališče velik del civilnega pokopališča je imel grobove iz vojaške in danes sta samo dva nagrobnika, pa še ta sta umaknjena na rob pokopališča. Recimo v Podnanosu so samo prazni nagrobni kamni, brez kakršnih koli imen. Tako da to je nek svetov primer, čeprav ni v nekem originalni podobi, ampak vsaj z vidika ohranjanja imen in spomina na padle vojake je to, lahko rečemo, nek svetov primer. Pomembna so tudi ta vojaška pokopališča, kar so drugje in so bila preoblikovana. Danes o tem, zdaj se komi počasi v zadnjih letih se začenjajo urejati neke posebne evidence, ki so dostopne potomcem, ki iščejo prednike. Tu je več težav. Prvič, marsikje so arhivi še danes zaprti in ni mogoče tega normalno raziskovati. Druga je, da danes pač informacijska tehnologija dopušča marsikaj, kar včasih ni bilo mogoče, tako da marsikajšno stvar se da lažje raziskovati. Težava je pa tudi v tem, da so arhivski viri niso vedno popolni in da marsikajšna stvar manjka in tam pač, kolikor je bilo zanemarjenega v preteklih desetletjih, pač ne bo mogoče odpraviti. Predvsem zato, ker na nekaterih pokopališčih nam manjkajo skice, že iz vojnega obdobja, tako da ne vemo, kako so grobovi razporejeni. Še huje je pa za povojna preurejanja, tam pa doslej, naprimer, jaz sem doslej videl samo 2 skici iz italijanskega obdobja, kako so bili grobovi preurejeni. Tako da marsikakšna stvar je pač na žalost uničena. Če bi se ohranjalo ta pokopališča, vsaj skrbelo zanje in da bi se nagrobniki ohranjali, potem danes tem ne bi bilo težav.
Kakor zanimivost, recimo zdaj v tem projektu raziskujemo vojaška pokopališča na južnem delu Soške fronte. Recimo tudi tu so pokopani avstrijski vojaki, mi jih je par uspelo najti tudi en Slovenec med njimi. Tako da marsikaj je še za odkrit. Sicer to je pač minorno število avstrijskih vojakov, ampak vseeno, če pač imaš ti prednika, kar je tu pokopan in ti sploh ne veš, da iščeš na avstrijskih pokopališčih, potem je pač pomembno. Ne? Če človek ni obveščen in če ni dobro raziskana vse zadeva, potem pač pridejo do težav. Včasih, že tam po drugi svetovni vojni, so zainteresirani domačini začeli zbirati razne predmete, ki jih je za seboj pustila vojna vihra. Včasih je bilo to v vsaki vasi skoraj, ne? Zdaj se pa počasi ta stvar začela redčiti in so redki ljudje, kar še ohranjajo, imajo skrb za to dediščino in zato je dobro, da jih vključimo pod neko okrilje poti miru, da bojo obiskovalci lahko vedeli, kje to dobijo in pač se seznanili tudi s takimi bolj podrobnimi stvarmi, kar mogoče v drugih muzejih, recimo, kar je Kobariški muzej ali pa tu v Pivki, mogoče jih ne bojo našli. To je sedež naše ustanove, tu delamo že od leta 2000, kot je bilo omenjeno. Imamo pač center za obiskovalce, spominki in zvodniško službo. Izdajamo vodnike, razno strokovno literaturo. No in pa, kar je bilo že omenjeno, se dela veliko na bazi padlih. Od leta 2005 naprej smo delali sprva z Tolminskim muzejem, se je raziskalo vojaška pokopališča v Zgornjem Posočju, to je 10 vojaških pokopališč, 9 avstro-ogrskih in ena kostnica, oziroma zraven je še eno nemška kostnica. No, zdaj pa to nadaljujemo in pač nudimo tudi svojcem pomoč, se pravi, nas kontaktirajo, nam pišejo, če išče svojega prednika in kolikor pač imamo podatkov, oziroma kolikor nam je dostopnih virov in pač pomagamo. Te zadeve so kar precej težke, kot sem že prej omenil, da so gradivo ni povsod vedno dostopno, predvsem za italijansko obdobje, zato je včasih zelo težko ljudem prav pomagati, da jim pokažeš, kje je grob njihovega prednika. In veste, nobenega ne zanima, če mu rečeš, ja, v Ajševici je pokopan tvoj prednik, vsak bi šel rad do groba. Ne? In vedno pač, nažalost, to ni mogoče, ampak se pač potrudimo, kolikor je in kolikor nam dopuščajo viri. Zdaj, to je tudi en tak pomemben projekt, kar smo se ga lotili v preteklih letih, da bi vso to dediščino nekako spravili pod okrilje UNESCO. Zaenkrat je ta stvar nekako miruje, ker je bila nekako odločitev tega posebnega odbora, ki deluje v UNESCO, da naj bi se vojna dediščina 20. stoletja naj se nekako ne bi uvrstila na UNESCO, ampak to ni še popolnoma odločeno, tako da mogoče v naslednjih letih bo prišlo do kakšne spremembe. To je tisto v grobem. Če bo koga še kaj zanimalo, lahko pa tudi kasneje še kakšno rečemo. Hvala.